Lep pozdrav vsem skupaj v snemanju z našo gostjo, čudovito osebo, polno izkušenj v svojem življenju, z Manco Košir. Lep pozdrav, Manca. Ja, Mitja, hvala za povabilo. To pa je prva avtentična predstavitev s polno izkušenj. Ker vedno nekaj predstavljajo, pa novinarka, pa profesorca, pa kaj še ne vem. Ker sploh ni bistven. To so samo nazivi, a ne? Ampak, če ima pa človek veliko izkušenj, in jaz jih imam, take in drugačne, potem je pa morda res vredno prisluhniti, kaj se je naučil v življenju. Ja. Zakaj je bil hvaležen. Ja, in to je tudi današnja tema, se pravi o našem življenju, o hvaležnosti do življenja in pa česa se ne smemo biti v življenju. Tako približno bi mogli funkcionirati, zato sem tudi povabil našo drago Manco, ki ima veliko več izkušenj kot marsikdo, dobrih in slabih. In vse te izkušnje, se pravi, predvsem negativne, ne, žal moramo reči, predvsem negativne izkušnje so tiste, ki nas kujejo v neko obliko pravo in mislim, da bo to čudovit pogovor danes in da se bo marsikdo tudi noter najdel v tem pogovoru in si mogoče s tem tudi pomagal na svoji življenjski poti. Ja, jaz si upam, ker se mi zdi, da nas zgodbe grejo iz srca v srce. In se nas dotaknejo in čez nekaj časa ali pa let naenkrat dojamemo, da nekje vzad, pa mi to vemo, ampak še nismo prišli do tega, da bi to tudi bili. To, da Mitja, mene najbolj zanima vaša izkušnja, ker posod pravite, da je bila ta prometna nesreča tista, ki vam je premahnila zavest. Ja. A lahko še kaj več poveste? Jaz sem ful radovedna. Aha, seveda. Ja, takšne izkušnje mislim, da kar vsem premaknejo del življenja, del razmišljanja, del funkcioniranja v temu, ne. Tako da za vsako izkušnjo v bistvu, ne, dobimo nek nov del, neko novo izkušnjo, ki spremeni našo celoto. In zaradi tega potem tudi lahko začnemo čisto drugače izhajati ali pa izvirati, kot smo kadarkoli prej, ne. V mojem primeru seveda se je zgodilo nekaj, kar res redki doživijo, to je, da sem videl svoje telo in to mislim, da je bil največji ta poskok spremembe razmišljanja in funkcioniranja. Oziroma, mogoče še bolj pravilno, ne, popolnoma nova vprašanja so se začela pojavljati, postavljati in tukaj res ni bilo pravih odgovorov, ne, in to je bila čisto nov sistem, bi rekel, ne. Kako je možno zdaj, da sem videl svoje telo, kako so sploh možni takšni občutki, katerih nikoli nisem razumel. Kako je možno tako visoka ljubezen, katere recimo nikoli nisem čutil do sočloveka. In tukaj so se začela ta prva prava vprašanja, ne, kdo sploh v resnici sem, zakaj sem sploh tukaj se rodil, ne, ali sem se res zaradi tega, kar uči sistem in vsi okrog, ali je tukaj veliko več od zadnje, ne. In seveda z veseljem sem to tudi iskal to pot in tudi odkril velike stvari, s katerimi se pomagam in drugimi in to je res neverjetna pot, no. Skratka, hočem povedati, da vsaka takšna negativna izkušnja, ko mine določen čas, jo prej kot slej vidimo pozitivno. In tisti, ki razume, tisti, ki se išče tukaj, ne samo, da padeš v neko depresijo, ampak moraš iz tega potegniti v najlepše stvari, jih razumeti in se potem tudi tega držati in se nekako naprej kotaliti po tej poti življenja, ne. In potem odgovori načeloma pridejo sami, če jih seveda tudi ne iščeš preveč, ne, ampak enostavno kar dobiš odgovore po vsej verjetnosti iz tega, ne. Ja, jaz temu rečem, ne vem, kako vi, milost. Ker milost nas zadane, ne da bi mi posebej zahtevali ali pa prosili, ker niti ne vemo, kaj naj dobimo, ampak dobimo. Res je, res je. Vse dobimo in največ dobimo v bistvu spet iz teh negativnih izkušenj, ne? Tistih pozitivnih izkušenj, probajte sami pomisliti, pa se probajte spomniti 15 let nazaj, ko ste bili nekje na morju, na plaži, ko ste bili najbolj veseli, ne? Ta spomin ga skoraj ne morete najti, ne? Lahko pa najdete vse spomine, ki so bili negativni, takoj.
A drži? No, jaz najdem veliko pozitivnih. Ker sem hodila na to radioterapijo po operaciji raka, ki je bila grozna, posebej za mene, ki imam tenko kožo, nimam sluzi in to. Jaz sem si samo pozitivne slike risala, kako sem recimo na Baliju, lepo na plaži, vetrček piha, čudovito, ptički pojejo, moja ljuba družina je z mano. Jaz se jih od v raju. In mi je tako hiter minil, da vam ne morem povedati. 1, 2, 3. To, da se mi zdi, da imamo tudi ta mehanizem ali na ogrlico svojih izkušenj nabiramo pozitivne, svetle ali temnejše ali malo mešano, da je to tudi nekako v nas vgrajen. Ja, absolutno. To je ta diagram, bi rekla, kot valovanje in mora biti. Tako da tisti, ki imajo konstantno neko srečo, zadovoljstvo, pa neko veselje in tako naprej, ki niti ne poznajo, niti ne morejo potem, no, nekih pa je, no. To so res tisti pravi flegmatiki, bi lahko rekel, ampak ni pa teh pulzov, in če človek nima teh pulzov, se pravi popolne sreče, pa popolne negative, niti ne more vedeti, kako je potem v tej zlati sredini vmes, Tako da je res to življenje čudovito. Karkoli se nam dogaja, je zlata vredna izkušnja, tako negativna kot pozitivna. In seveda, če jo le znamo tako videti tudi. Če pa se skozi obračamo potem v neke negativi nazaj, v neke strahove, v negotovost in tako naprej, potem pa je zelo, zelo, zelo težko iz tega priti. In prav to je tista umetnost nas ljudi, kako se lahko v vsaki negativi tudi povlečemo ven in spet najdemo tisto pozitivo in lahko spet zaživimo naprej naslednji dan. Misja, a lahko povem zgodbico od včeraj? Lepo prosim. No, jaz sem tako rada zgodbe. Torej, jaz sem zdaj po 3 operacijah v glavnem oseba brez stresa, ker ko daš enkrat toliko stresa, ga pa ne rabiš več, a veste. Nimam nobene potrebe, ne po stresu, ne po trpljenju, ne po ničemer tem. Ampak včeraj se je zgodilo veliko stvari naenkrat. Morala sem napisati za nekoga zelo pomemben tekst. Pa sem rekla, ne moraš misli priti z umazano glavo. Ja, spoštovanje do vas zahteva, da si vsaj lase umijem, ne? Ja, pa imam popoldan pelem z nušlinjo, sem rekla, se moram kosilo sluhati. Mitja bo spet zamuduha ponavadi in jaz ne bom pravočasno doma, torej moram še kosilo sluhati. Ja, poleg tega moram narediti. In kaj jaz opazim, da prihaja stres proti meni. No, sem rekla, ta je pa dobra, da bo pa mene zdaj tole zagrabel, ker pol, ker si pa v stresu, pa nič ne gre. In se usedem za računalnik in globoko vdihnem, prežem in prva novica. Berite knjigo Dreyer o hvaležnosti, kjer je veliko hvaležnosti, ni prostora za stres. In rečem, tole pa v pravem času prišlo. In diham in govorim, a sem še živa? Ja, očitno. Ja, hvala za življenje, ja, mati, ljuba, draga, oče, hvala. Joj, a imam krasne otroke? Ja, hvala. A imam čudovito? Ja, hvala. A se veselim ponedeljka tudi danes? Ja, hvala, Mitja. Nekaj hvala. In vse se raztopi. Stresa več ni. Nadaljevanje je pa tako. Kar na lepem napišem tekst. 1, 2, 3. Ugotovim, da imam ogromno časa, da imam kuhati fižol, medtem se fižol kuha. Grem še na sprehod. Ja, potem se fižol še kuha, ker se mora zelo, ker lahko jem samo mehko hrano. Če se glavo umijem. In skratka, grem spat, hvaležna, mirna, zmolimo ljubi oče naš in za vse, da ne bi bilo danes spet kakih hudih neviht, tam so bile poplave in vse to.
zaspim ko anžel in zjutraj vstanem in že prepevam in poplesujem. Od same hvaležnosti. Ja. Ja. Evo. Zato je pravilno, da res razumemo. Zaprošljate. Ja, bravo. Ja. Ker Slovenci smo čustveno zelo zadržani. In se prostramo, mi migamo. A veste, kar na lepem se nekaj premika in smo bolj živi in zato čim več prostramo. Daj mislijo povedati, bomo bolj vabili. Ja, ta hvaležnost je res zelo, zelo pomembna stvar, tako da res moramo se, ko pridemo v kakšno stanje negativno, čim prej sestaviti v svoje polje nazaj in potegniti to hvaležnost iz tega, kar se nam je pač negativnega tudi zgodilo za to, ne? Iz tega potem lahko naredimo nekaj novega v svojem življenju in res ti spravi naslednji korak, ne? Tako da vse veste tudi sami, za vse ste lahko sem hvaležni, tudi da ste tako prestali to negativo, ne? Marsikdo, ne? Tako recimo jaz lahko govorim za svoje izkušnje, tako da sem res hvaležen za to. In kaj bi bilo, če tega ne bi bilo? Veliko manj izkušenj, verjetno tega znanja nikoli nihče od nas ne bi imel, ki ga je pridobil s temi najtebe. Nič se je. Če ne obstaja. No, to je res, ja. Ja, tako kot se zgodi, se je moral zgoditi. Točno tako, vse je tako, kot mora biti. A ne, nekje je nek zemljevid. Ja. Jaz mislim, ne vem, kaj mislite vi, ampak da na tem zemljevidu sta napisana dva datuma. Datum rojstva in datum smrti. Tako nekako, ja. Tako nekako. Vse ostalo, kar je vmes, so tako drobne črke, da jih ne vidimo prebrati, ne? Tako lahko rečeva. Tako lepo poetično. Ker on je pesnik, veste. In če berete te pesmi, jih imate po hodniku, ne boste jih brali samo enkrat, imajo toliko enega sporočila, enega božjega diha in skrivnosti, da jih je treba brati vedno znova. In prosim, da zahtevate od njega, da jih objavi v knjigi. A ne? Ja, res sem hvaležen za to, da sem jih sploh uspel napisati, ne? Takšne besede zliti na papir je spet se zgodilo z neko negativno izkušnjo in pa potem, ko sem to negativno izkušnjo prestal, je bila ta hvaležnost in seveda sem se samo usedel in začel to zlivati na papir. Zelo podobno kot vi, Manca, ne? Vse svoje knjige in svoje pesmi in tako naprej so tudi čudovito opisane in se prav vidi, kako ste hvaležni za to izkušnjo, da ste prestala in da ste šli naprej in zdaj hvaležni za ta čas, ker lahko te stvari spravite tudi na papir, ne? Ja, pa med ljudi. Pa med ljudi, ja. Se mi zdi, da če drugemu odpiramo srce in svetno, da bo na svetu več svetlobe. In če bo več svetlobe, bo manj teme. In teme ne moramo premagati z boji, z revolucijami, ne, samo svetlobo. Tako, samo z ljubeznijo se bodo rešile vse težave, ne? Ja, ni druge, a ne? Ja. Ni druge poti nimamo. Ja, zdaj pa mene zanima, bo mislijo tlele. Včasih je pa homo biti težko hvaležen. Ja. Homo je recimo za vas osebno, ker Mik je moški. To opazili razliko med moškim govorom in ženskim. On govori bolj o teh idejah, ker je mojster in učitelj. Jaz pa v vsakodnevnih izkušnjah, ker sem ženska in imam to žensko energijo, ki čuva konkretno življenje. Mikja, v resnici povedajte, do koga ste morali imeti kar veliko discipline in milosti, da ste mu postali hvaležni. Do koga? Do druge osebe? Do komu? Ja, to je isto. Ja, tukaj v prvi vrsti mislim, da bi bil to prav moj oče. Ja, vse v bistvu, kar sem, oziroma moje delovne navade, moje razmišljanje in tako naprej je čista kopija mojega očeta, kar v sami mladosti niti nisem želel, danes sem pa zato res hvaležen in tukaj v bistvu imam največjo hvaležnost. Ampak je bilo tudi najhujš, ne? Tudi najhujš v tistem obdobju, seveda. Nikoli nisem bil tako pohvaljen, kot bi lahko bil, nikoli ni bilo, kar sem naredil, nič tako dobro, kot bi lahko bilo, vedno bi lahko bilo še boljše in tako naprej, ampak prav te stvari, ne? Da nisem bil pohvaljen tolikrat, kot bi mogoče mogel biti ali pa lahko bil,
so me skovale v to, kar sem. Ne? Tako da danes tudi sam, ko naredim stvar res perfektno, ne, je ta perfekcija traja samo minutko in potem že najdem napake in to me dodeljuje, tukaj se potem gradim naprej in to je prav prišlo ta vibracija iz mojega očeta, tudi te delovne navade, da lahko sploh zdržim delati na dan, vsak dan po 12-14 ur, mi ni težko, ali pa da celo včasih kar 48 ur v kosu naredim, ko je kakšna zanimiva študija. No? Tako da za te stvari sem hvaležen, no? Za takšne stvari. Se pravi, da lahko danes delam, da sem se naučil, da mi nekdo naučil teh delovnih navad, da lahko pravilno razumem delo in se ga ne izogibam. Ne? Predvsem sem za to najbolj hvaležen. Tako. Vse ostalo pa izvira iz tega veselja do dela, ne? Veselja do še posebej zdaj do tega, kar sem odkril in kar zdaj delam. No, no ker če se odkrito pogovarjamo sami seboj, bomo ugotovili, da smo pogosto najtežje hvaležni svojim staršem. In tako je bil vaš oče, sploh pa ni nikoli pohvalil, taka je bila moja mama. Moja mama tudi niti enkrat v življenju me ni pohvalila. Danes, če bi me videla, pa je pokojna in maham, bi rekla, ja, a moraš iti v hlačah? Če bi imela pa krilo, bi pa rekla, ja, a moraš imeti krilo, ker nikoli ni bilo prav, ne? Nikoli ni bilo prav. Če sem bila preveč, je rekla, sej pust, je pa že mimo. Ampak zdaj, ko jaz znam vzeti, kar je dobro, sem je tako hvaležna, kot vi. Če ne bi bila taka, bi bila ena domišljava, butasta smrtja, ker sem bila pač manekenka, pa ne vem kva, že bilo. Jaz bi mislila, da je to res kaj. To sem pa vedela, da to ni vse skapneč. Mi je pa prav prišlo, ne? Ja. In znar in vse to. Ampak to skromnost, te delovne navade, to nekak, da se moraš znati ceniti, to me je vse mama naučila, da je treba biti pošten, odgovoren, točen. Ja. In sem jaz dobila eno srčnico, to bom pa prebrala, prav za vse tiste mame in očete, ki jim se ne znamo biti dovolj hvaležni. Bom prebrala, in to je moji mami, ki sem ji res hvaležna, ampak jaz si nisem bila, veste, včasih. Sem dobila veliko izkušenj, kot bi rekel Mitja, da sem razumela, da je ona bila taka, ki je bila njena mama taka, je ni nikoli pohvala, njena babica. Te vzorci grejo iz roda v rod, mi imamo družinske travme, ki jih moramo prekiniti. Moji otroci niso z mojih ust nikoli v življenju slišali besede, kaj bodo pa drugi rekli. Ja, moja mama je kar naprej to govorila. A vaša tudi? Tudi, ja. Kaj bojo pa sosedje rekli? Ja. Tudi je ta generacija, ne. No prav, oni so bili taki, ampak ni treba, da smo zdaj mi. No, in bom tole prebrala. Jaz sem bila z njo do konca, ki je imela demenco in sem ji vrnila, ker je ona meni dala, ker se mi zdi, da mora biti tak slog življenja vedno sklenjen, da ne smemo nič prešprisati, ampak da moramo lepo skleniti ciklus življenja, da gremo lahko pol v novega. Dotikamo se svojih uvelih mater in umivamo povešeno kožo in gledamo svojo prihodnost. Posode, iz katerih smo jedli in pili, kar je v posodah bilo, in hrepenele pod tistem, česar niso vsebovale. Ta manjšo nas je ranil, da še dolgo nismo sposobne hvaležnosti za vse, kar je v njih prebivalo. V posodi, iz katere smo jedle in pile, je bilo tudi sporočilo mam naših mater in dota
mater njihovih. Če bodo včeraj umivale naša zlubana telesa, hvaležne za hrano v posodah, se lahko zgodi spoznanje, predaja in slavje. Mi že zmeraj malo. Ker moramo slaviti dejstvo, da smo se rodili. In ne brez mame in ne brez očeta se ne. Ne. Mislim, razen izjema, kjer je. In to je povsem dovolj. Dovolj, da smo hvaležni. Ja. Vi si jo nadaljujte. Ja, zelo malo ljudi srečamo v svojem življenju, ki bi lahko iz takšnega življenja, recimo, kot ga ima tudi Manca, ali pa jaz, ali pa če marsikdo, res potegnili te najvišje hvaležnosti, da res vidijo svojo preteklost in preteklost drugih, predvsem, da to razumejo na ta pravi način, ne. Zato pa je potrebno imeti tudi znanje, se pravi, neke vrste odpuščanja oziroma razumevanja, ne, zakaj vse skupaj se sploh dogaja, ne. In zdaj tisti ljudje, ki imajo res neke negativne izkušnje v svojem življenju, mogoče znajo celo to hvaležnost prej potegniti ven, kot pa tisti, ki imajo manj negativnih izkušenj, ne. Ker potem vidijo, kaj se je zgodilo in razumejo, da lahko, da jih naslednjo sekundo več ne bo. Ne, predvsem to, ne. Mene recimo drži skozi to polje te sekunde, se pravi, samo zdaj zame obstaja tega, kar je bilo ali pa kar prihaja, me niti ne zanima več, tako sem spustil te vibracije in to je res ta prava umetnost, ne, biti samo v zdaj in razumeti vse za nazaj in vse tudi spustiti in odpustiti. Ker če mi vlečemo sabo neke negative in si nalagamo te težke stvari, ki smo jih mogoče preživeli v sami mladosti in tako naprej, so še vedno del nas. Čeprav je že minilo to, ne, in dejansko ne potrebuje biti del te negative, ampak samo del neke določene izkušnje, ne. Nikakor pa ne, da bi zdaj ta del te negative vlačili sabo čez celo življenje in se vsak trenutek spominjali tega, kajti s tem, ne, ko se spomnimo tega, tudi zavibrira celotno naše telo, naše razmišljanje v sami osnovi, se pravi DNK, in celoten program se vrne na tisto polje in zato se tudi lahko v momentu spet počutimo tako, kot tisti trenutek, ki je že v preteklosti minil, ne. To si delamo mi avtomatično ljudje, zaradi tega, ker imamo premalo znanja o delovanju našega telesa, ne, tako fizičnega kot somatičnega, in zaradi tega je tudi zelo težko včasih izstopiti iz tega, ne. Zato mogoče en dober nasvet za vse, ki iščete svojo resnico ali pa bi radi rešili svojo preteklost, ne. Vse, kar se vam je zgodilo z razlogom. Ta razlog je zelo velik. Mogoče ga danes ne vidite. Mogoče ga boste videli šele čez 10 let, 20, 30. Ampak je z razlogom. In vsaka stvar, ki se vam zgodi, je z zelo velikim razlogom. Zato morate vse, kar se vam dogaja, tudi spoštovati, ceniti in ljubiti. Včasih se je potrebno pri kakšni stvari usesti. Pa reči, pa kaj se mi zdaj sploh to zgodilo, ne? Ker je res nerazumljivo, ne? In tudi obstaja pregovor, tako kot ga vsi poznate, ne? Čudna so pota gospodova. In res je to, ne? In zato morate se kar ustaviti in si vzeti čas za ta premislek. In tudi, če ne razumete, to še ne pomeni, da je brez razloga se zgodilo ali pa da se je zato zgodilo, da se vi zdaj počutite negativno. Absolutno ne. Iz tega bo prej kot slej prišlo žarek svetlobe in boste videli to srečo in ljubezen in vse, kar je na vas ali pa na tistih, ki so vam to povzročali, ne. In to videti pozitivno, to je prava umetnost. Zato še enkrat, ne. Vse, kar se vam negativnega zgodi, se je že zgodilo, ste preživeli, ste tako močni, da ste to preživeli, zdaj je samo potrebno to razumeti in iti naprej. In zdaj, ko imate to izkušnjo, se pravi, zdaj, ko ste se sami zacelili svojo rano, zdaj boste lahko drugemu pokazali, koliko časa je trajalo, kako je bolelo, in kako izgleda zdaj, ko je zaceljena rana. Ne? Kajti tisti, ki je nima, vam tega ne bo mogel pokazati. To je pač potrebno razumeti. Kar ni tako enostavno. Ja, je zelo tako. Ja, se pa splača. In zdaj bom povedala en vers enega pevca, ki ga jaz občudujem, italijanskega De Andreja, ki pravi: na briljantu ne zraste nič. Na znoju pa pogosto najlepše cvetlice. Je dober pregovor. A ni dober? Je, zelo. Mislim,
In kaj je on dal skozi njega in njegovo ženo so ugrabili. In so ugrabitelji jih imeli ne vem koliko časa v enih gorah zaprte. On ni izgubil upanja in ne vem, po kakšnem čudežu pol so jih rešili. Nikoli ni bil zaženjen, ker takrat je začela še žena peti, pol nekih pesmi je ustvaril, iz katerih je pol živel in neverjeten. Bi si mislil, ne, on je iz tistega znoja same cvetlice naredil, ja. To je neverjetna pot, ne? Ja. To je to. Tudi pred kratkim sem videl eno spet sporočilo, verjetno sem glih naletel, bi rekel nekdo, to je samo na ključje. Ja, jaz pa pravim, vse je na ključ, ne? Ja, vse je na ključ. Točno to se je moglo zgoditi, kajti gledal sem en posnetek iz gospoda iz Auschwitza, ki je preživel Auschwitz in rekel je, da ljudje ne znamo ceniti svobode, niti se jo ne zaslužimo. Zato bi mogli res vsak preživeti nekaj neverjetno težkega, da bi potem znal ceniti, kdo v resnici je in kako v resnici lahko funkcionira in iz česa. Ker ko ti je vzeto vse, ko nimaš nič, ne, takrat boš šele spoznal svojo resnico, takrat boš šele najdel sam sebe, ko boš na popolni nuli, ko boš ostal brez vsega, brez ljudi okrog sebe, brez vsega, govorim, brez vsega, če si to lahko predstavljate, takrat šele najdete sebe in potem boste izverali sebe ven. Dokler pa imamo vse in se sekiramo za stvari, ki sploh niso del nas, pa živimo vse drugo, samo bistvene. In to je ta problem, ki ga imamo ljudje tudi, ne? Že na tisočletja, ne? To je zanimivo. Velik slovenski pisatelj Vidovič Zupan je bil 7 let zaprt, od tega 2 leti v samici. Takrat je napisal mistične pesmi, podobne malo temle vašim, Mitja, ki jih je prijateljica pretipkala in tohle jih je. In meni je velikrat rekel, Manca, najbolj svoboden sem bil pa v arestu. Ja, evo, to je. Ja. Ker je šlo zato, ker mi ponovadi ne razumemo za svobodo duha. Ja. Duh je to, kar nas diha noč in dan, a ne? Ker jaz imam rada Jezusove prilike, ko je Jezus umrl, je izdihnil. Ta njegov dih je sveti duh in izdihnil je vsakega od nas. In mi zdihamo, zdaj ta dih in ta duh. In to je večno, to kroži, a ne? Življenje, poslušajte, tole fizično, materialno, pravijo pa sufi, tvoje je resnično samo to, česar ne moreš izgubiti v brodolomu. Tako je, drži kot prbito, lahko potrdim. Naše... To je življenje, ne? To utopiš, padijo, ampak ta naš duh, ta božji duh, ta kozmična energija, ta univerzalna zavest, to rečemo, se vse, a ne? To pa je in bo in je bilo. Tako je. No, mislim, nadaljujte. In res je tako, kot pravi Manca, vse, kar imate v resnici, se ne vidi, niti ne morete prijeti. Mogoče v nekem momentu lahko začutite kot magnetno polje, kot neko maso. In to je vse, kar je v resnici. In ko boste izgubili vse, oziroma ko ne boste imeli več nobene želje, takrat boste imeli vse. Šele takrat se bo začelo vaše razumevanje razvijati v to, da že imate vse. In še enkrat mogoče, to tudi zelo velikrat poudarim, spomnite se trenutka, ko ste bili recimo fajn bolni, ko se niste mogli niti ostati iz posle. Kaj ste takrat v resnici potrebovali? Samo nekoga, da vas je vprašal, če potrebujete kozarec vode, pa če ste v redu, ne? To je v resnici vse, kar potrebujemo, ne? In toliko zelo malo potrebuje človek v resnici. Vse ostalo so pa nastavki, da nas vleče iz te naše resnice ven. In seveda človek je takšen, da vedno si nekaj želi, pa še več si želi, pa še več si želi. In več, ko imamo, manj je nas. Manj je nas. Ne?
prav tako kot vedno tudi povem, moje življenje je študija in prav zdaj sem spet v obdobju, ko grem iz vsega, ker sem imel res, ker imam vse, kar sem si lahko zamislil. In sem tukaj kar naenkrat se zagledal, da ja, več kot imam, več se potem ukvarjam s temi stvarmi, ki sem jih prenesel v hišo in manj se sabo. Zato grem zdaj čisto drugo polje in grem nazaj proti letu 97 oziroma nazaj, ki sem imel manj. In zdaj, ko manj imam, se že boljš počutim. In več imam spet časa zase in hvala. To, Miša, manj. Manj. Ne več, manj. Vsega manj. Zdaj pa čas, da duh je vpraša, a ne? Seveda, zdaj pa kakšno vprašanje? Kar hočete vprašati. Zdaj imate izjemno priložnost, ker bo Milo vse povedala. Mislim, da so že vse povedala, zato petko. Nisva. Izvolite, kar vprašajte. Sigurno ima kdo kakšno vprašanje. No, to je pomembno vprašanje. Zelo pomembno vprašanje. Mogoče bi vam pa jaz postavil, da vam malo pomagam. Je kdorkoli tukaj, ki ga skrbi, mogoče vaša pot ali pa pot do tega, kako boste prišli do neke smrti? Mogoče kaj je smrt? Platon je rekel, vse filozofiranje, v stari Grčiji je bilo pa filozofiranje enako modrost življenja, niso oni velikih teorij, ampak kako živeti, a ne, je priprava na smrt. In oni so imeli vsak dan meditacije na smrt. In budistični menihi imajo eno tradicijo, te čuječe hoje, ne, da hodite čist počas, pa vse šlište, vite in tako. Na koncu poti pa sedi in vas gleda ohostnjak. In pol pustite malo pred tistim ohostnjakom, pa se malo zamislite, tole bom pa jaz, zdravim kar. No, k sreči manjca, ne? Pa nisem to, kar vidimo, pa kar lahko primemo, smo še veliko več, ne? Ja, no, ampak ohostnjak bomo prejšli, ampak tega duha, ki ga mi dihamo in plemenitimo in če ga polnimo z ljubeznijo, to ne zgine. Ne? To v prostoru energijskem ostane. In zato sam to važim, koliko mi ljubimo. Koliko zares ljubimo. Koliko zares ljubimo, ja. Ampak na malo drugem nivoju, kot to, ko se pogledamo v ogledalo, pa si rečemo, to je to, ne? Še više od tega. Veliko više. Tega pa ni v ogledalu. Ja, tega pa ni v ogledalu, ja. In prav zaradi tega... Je samo v srcu. Zato je to važno, ker vse religije učijo. Odpreti srce, bivati v srcu. Kje pa biva zahodna civilizacija? V razumu, v levi možganski polovici, v materialnem, v tem, kar lahko primemo, zmerimo in tako naprej. Zato gre ta civilizacija v maloro. Ker kozmos potrebuje ravnotežje in mi potrebujemo ravnotežje. In svetele so samo tiste civilizacije, ki so imele levo in desno možgansko polovico uravnoteženo. Moški in ženski princip uravnotežen. Yin in yang uravnoteženo. Ne pa tole materialno, kjer smo zdaj še eno srčnico preberem, pa sem pa nehala, če nam je noben za vprašati, še žal mu bo. Tole vam toplo priporočam, tole iz neba do dna, ker to so sporočila iz neba, ki sem jih jaz dobivala, preden so me doletele te operacije, tole pred prvo operacijo vse noč pišejo, veste.
Zdaj šele razumem za nazaj. Treba večkrat prebrati, ne? Pa ne, samo tako preberem. No, tale se mi zdi ključna za naše življenje in zame. Jaz sem bila neka velika intelektualka, veste, včasih. Tako da je ta spust, kot ima pesem naslov, kar velika sprememba za mene. Spuščam se iz glave v srce. Drsim po vertikali, katero sem prebolena iz neba do dna. Pot je jasna, smer je ista. Vse dobivam in izgubljam hkrati. Vertikala niha kot strune čela, odvisne od teže loha, ki pritiska nanje, a nikoli ne prekine toha. Moj spust je njena daritev, čas uravnava ura 1. Vsi smo eno. Ja. Amen. Bravo. Alede, prosim. Mitja. Ja. Vprašanje? Ona bo poljubila misijo na čelo. To so vprašanja. Izvolite. To, da imate kar precej izkušenj tudi glede odhoda, ne, se pravi. Spremljanje umirajočih, ja, nekaj 100. Ja, naša civilizacija je zelo materialno usmerjena in mi težko vidimo iz vzhodne civilizacije, imajo pa to drugačne. In zakaj, mislim, tam pač učijo, kako zapustiti telo, nam tu manjka. Mislim, če lahko malo to opišete, zakaj mi to ne dosežemo. Ker smo v levi možganski polovici, ker nekaterim prav pride, da nas je strah smrti, ker nas lahko strašijo, strahom se pa manipulira z ljudmi in veliko zasluž. Poglejte Trumpa, on misli, da je nesmrten. Ali pa ta mus. Ta tudi misli, da ne umrl, da bo kar šel ne vem kam. Ne, človek ni tako narejen. Človek je narejen, da se rodi, živi, nabira izkušnje, umre, živi, nabira izkušnje, umre, ne vem, kako bo to pol, po smrti, ne, bom prišla povedati, če bom znala, ampak zato pravim, da bo ta civilizacija šla v maloro, ker ne zmore dojeti smrti kot naravnega procesa in ne zna učiti, kaj je lepa smrt. Lepa smrt je pa posledica dobrega življenja. Pred smrtjo ni ateistov, tukaj jih ni v strelskih jarkih. Potrebuje človek tolažbo, da ne bo umrl sam, da je tukaj neko naročje presežnega, je z nami, zato se pa lahko dol vidimo. Jaz sem se tudi na operaciji dol gledala, pa sem rekla, joj, pridni kirurg, kako to lepo dela. In sem mu že kar eno srčnico pisala in sem se zbudila. Sem znala začetek. Niste prav videla svoje telo, niste prav videla celotno operacijo. In kako se matra. No. Meni se je prav smilil. No. Mislim. No, vidite, to se zelo pogosto dogaja. Tako da v enih posebnih stanjih zavesti, ne? Mislim, duše pele svašta. Ja, res je. Ampak zato je tako važno, da se mi v življenju naučimo lepo živeti. Prvič, kot je rekel že Mitja, hvaležnost, hvaležnost, hvaležnost. Drugič, odpuščanje, odpuščanje, odpuščanje. Tretjič, spuščanje. Glejte, kaj so zdaj te poplave? Zdaj so vse zube. Vse so morali spustiti. A bi bilo fajn, da mi to naredimo brez poplav v nekah vseb?
Ampak je zelo pomembno, da so oni preživeli in da so zdravi in živi, kajti to, kar je odplavilo, se bo dalo nadomestiti, ne? Kaj več se pa že res ne bi dalo, ne? To je spet to razumevanje, tako da spet vidite, kaj imamo. Nič ni vredno to, kar je odplavilo v resnici, ne? Pomembno je, da so zdravi, živi, otroci. Pa da tudi pomagajo. Pa da imajo nekoga, ki pomagajo, ne? Ta skupnost. Tako. A veste, ta skupnost je ključna. Človeku ni dobro samemu biti. In to je bila ena moja temeljnih življenjskih zmot. Mene so doma vzgajali še dva brata, supersonično inteligentna. Oče je preveč pameten, mama matematika preveč pametna. In so me vzgajali. Manjka, ti to zmoreš sama. In jaz sem se naučila vse sama. Figo, freško, tudi jaz, ja. Če boš kaj naredil, boš sam. To je bila beseda. Pa to ni res. Treba je znači reči, prosim, ne morem sama. Pomagaj, naredi to, prosim. Ampak po nas, da bom jaz rekla prosim, halo, to pa ne. Da bom Mitja Hoga prosil, ne, to pa ne. Ampak to sem se pa zdaj naučila, veste. Zato prosim, Mitja, če mi boste naredili eno fratko. Bova. Da bom šla dobro, energetsko opremljena domov. Ampak, glejte, ne moramo vsega sami, se tudi nismo narejeni tako. Ja. In ta ponos, ta neka čas, to so neki konstrukti, pišme, Ja. naprej nadaljevanje. Že klima? Sem hotela dodati, v bistvu ni vprašanje, da v bistvu zato bi se mi mogli tako enako misleči bolj družiti, ker problem je, res nimam televizije, res zaradi tega, ker že ti, ko prežgeš televizijo, sam Strah. negativne. Same strahove, ja. Potem se družba ta negativna povleče, če se preveč družiš z njimi in pozabiš sploh, kdo si, kaj smo se mi tle pogovarjali. Ja. Ne vem, mogli bi se združevati taki ljudi, ki podobno razmišljamo, da dvignemo zavest, skupaj, ne? Jaz se jim upravim od tohi svetlobe. Ampak, sem rekla nekaj pregrešnega, kar sem pogruntala zadnje čase. Vsi govorijo, ne se družiti z negativnimi ljudmi, ki se vlečejo nazaj, ki imajo take vzorce pa to. Kakšen je pa dober zdaj ob nas? Kdaj? Ker kako pa ne mi vemo, da smo mi ob njemu vznemirjeni zato, ker je to naša lastna senca. Če hočemo mi lepo reči, moramo svoje sence dati na svetlo, pa si jih malo vzgledati. Pa bato, tole je v meni, ker če ne mene ta oseba ne bi čist nič vznemirjala. Hočete reči, da dobimo ogledalo od drugega, tistega, ki se boji. Ja, sej, ni da bi pretiravali to smer, pa pol imeli, ampak kakšen pa ni odveč, ker to so naši učitelji. Isto z istim nič ne spremeni. Če vi noge držite v lavorju s toplo vodo, to je samo fajn. Morate stopiti ali v hlop ali pa v ledeno vodo. Iz cone obdobja, ne? Ja. Iz cone obdobja, ja, res je. Mogoče kakšen dober nasvet na njihovi življenjski poti? Ja, nasvetov jaz nimam. Kaj morajo najti? Sam za sebe. Kam naj se ljudje usmerijo? Kam se morate usmerjati? Kaj morate iskati? Srce in v odnose, pardon, ne vem, če vam to Mitja govori, on je moški, reče, tega ne rabtu. Ampak brez odnosov ni nič. Ker ko smo mi na smrtni posli, si želimo, da nas bi en primus roh ali pa pobožil. Si želimo en odnos. Moj dober prijatelj Harald Ložan je še vedno brez vode, brez elektrike. Jaz sem pa pri njemu na dopustu 10 dni in ne bi šla tisti petek nazaj, ampak moja intuicija, ne vem, odhod, hvala Mitja, je rekla, peti en dan prej. In sem prišla par ur pred hudo poplavo domov. Pa sem mislila, da je to petek, veste. In on je rekel, manjca grozen je bilo. Ampak vse se je spremenil, ko je prišel prvi sosed k meni.
čez potah, v šornih, ne vem, kako je hodil tam po tistem gozdu. Jaz sem bil odrešen. Bližina. In zdaj si pomagajo, en skuha, en prinese, ki ima več skuha, kaj vojska prinesla, en to. In on ima zdaj naše kar na svojem travniku. A veste, to, kot jih ima mislijo tlele, on jih ima pa tam. Je včasih bolj svet prostor, kot v cerkvi. Ja. Kjer govorijo o sovraštvu, kjer strašijo, v peklu, če ne bo, tam ni svetega prostora. Svet prostor je svetu, poln ljubezni, upanja, zaupanja in vere v presežno. Običajno je to prostor pod modrim nebom. Ja. Tako, ja. No, da se malo vrneva nazaj, mogoče, ne? A sem odgovorila? Hvala. Dobro, sam nisem. Ljudje smo naredili tukaj na tem planetu že več ciklov in to se tudi dogaja konstantno. Zato morate razumeti, zakaj tukaj se gre. Jaz sem zdaj malo bolj znanstveno to obrazložil, ker pač nisem toliko v teh duhovnih vodah. Sem pač toliko več v znanosti in razumevanju, se pravi sematike, magnetnih pol, vsevov in pa naše energije iz lastnih izkušenj, hipnotičnih stanj. Se pravi, kako sem jaz izvajal hipnotične tretmaje drugim osebam, ne? In takrat sem tudi doživel potem, da lahko neko osebo v nekem primeru, recimo, vrneš nazaj tudi več življenj. To pomeni, da vsi programi, se pravi, vsi spomini, ki jih imajo, vse, kar se nam je dogajalo v življenju, se tudi nekam hrani. To je naša sematika, se pravi naše elektromagnetno polje ali pa aura, če želite. In vsi programi so tukaj gor. Iz mojega razmišljanja pa iz moje logike sem nekako prišel, da se gre za nadgradnjo. Se pravi, ko boste dojeli, ko boste razumeli v tem prostoru in času, in ne zdaj, da sem prišel do tega samo iz svojih logičnih razmišljanj, ampak tudi to, kar se mi je zgodilo pri prometni nesreči oziroma med prometno nesrečo, se gre za to, da spoznate sami sebe, znotraj sebe, izven sebe, pomeni v tem, kar živimo in kako s tem komunicirati. Ko boste to dosegli, pomeni, da boste razumeli tudi svojo ljubezen do sočloveka in pa najbolj pomembno stvar, ljubezen do narave, iz česar vse izvira. Ko boste našli razliko med temi ljubeznimi, med temi stanji teh ljubezni, boste bolj razumeli svoj nivo oziroma sebe. Takrat boste začeli regulirati tudi svoje misli in občutke, ker naenkrat bodo začeli spadati vsi programi negative, kajti ko pridete na to pot, boste začeli razumeti, da negativa je večinoma iz naših možganov oziroma iz ega, ali pa to deluje iz nekih pulzov iz same okolice na vas, ne? Oziroma na nas. Ko znate to izklopiti vse, takrat boste res prišli v to moč, se pravi v to polje samih sebe, in ko boste razumeli, kako komunicirati s tem, kako naročati sam sebi, da se vam bo zmanifestiralo vse, kar si zamislite in občute, šele takrat boste prišli na ta nivo, da se po smrti ne boste potrebovali več roditi v tem prostoru in času, ki ste zdaj. Da takrat smo pač tukaj ujeti in dokler ne boste razumeli, to je tako kot telefon, veste, če se telefon ne bo pač nadgradil, tudi ne boste mogli odprti nekega programa ali pa neke igrice ali pa nekega maila, recimo celo, ne? Ta nadgradnja potem naredi to, da se odprejo nova vrata in vaše razumevanje je s tem večje, in vaša ljubezen je s tem večja in vaš mir je s tem večji in tako naprej se skozi nadgrajujete. Ne? To je nekako tak sistem in po tem sistemu zdaj tudi v bistvu funkcioniramo vsi skupaj. Seveda, že avtomatično vidite, da ste v resnici samo ljubezen, sreča in zadovoljstvo. To tudi povem na vsakem svojemu izobraževanju, ker vsaka stvar, ki naredimo slabo, nam je prej kot slej za to zelo, zelo žal. Iz tukaj izvira čist logična stvar in to tudi vsak sam vase lahko pogleda in boste najdeli resnico takoj oziroma jo boste začutili na sebi. Se pravi, vsak, ko je naredil nekomu nekaj slabega, mu je za to hudo žal. Tismo, ko pač ni, ali pa ko mu res ni mar za to, da je nekomu res uničil življenje ali pa mu celo vzel življenje, ta je daleč do tega, da bo videl Boga. Tako. Vsi ostali pa to čute in ta negativa, ne, ko jo potem čute, ta neprijeten občutek, ko ste naredili nekaj slabega, je pot do boljšega. Iz tega boste mogli izbrati ven, kaj ste naredili narobe, to razumeti
razdelati v svoji glavi in potem naslednjič, ko se bo taka situacija zgodila, se boste probali temu izogniti. Oziroma boste to razumeli in ne boste več dvignili na tako visok negativen nivo čustven, recimo, ne? Ampak boste to lahko videli in to spremenili v pravo pozitivo, ne? Poglej, spet se je zgodilo, ne? Ja, le, zanj sva se skregala, ne? Ja, ampak dan se pa ne raba več krega, zato ker zdaj pa jaz razumem, da ta negativa dela samo nemer in v tebi in v meni, zato ti lej, želim vse najboljš in tudi sebi želim vse najboljš, zato ne bom več vstopil v to negativno polje. Tako nekako potem to regulirate, ne? Seveda pa, vsak je unikaten, vsak je edinstven in tukaj morate res najti tisto svojo ljubezen, ker vsaka energija ima svojo vibracijo, ne? In niti ena energija vaših teles oziroma naših teles ni enaka drugi energiji, ker vse, kar je naše oko videlo, vse, kar je slišalo, vse to je naša somatika in na podlagi tega tudi naša somatika potem vibrira. In več znanj, ko imate, in več, ko imate negative, več, ko imate pozitive, več, ko imate vseh teh pulzov, ki jih doživljamo v naših življenjih, večja je vaša nadgradnja. Bolj, ko razumete svojo negativo iz preteklosti, lepša bo vaša prihodnost. Tako to deluje, no? In ko bo somatika popolnoma čista, ko ste prišli v točko nič, pomeni, da boste živeli sredi gozda, samo toliko, da imate streho nad glavo, vse ostalo pa najdete v naravi in živite s tem. Šele takrat boste začutili, kaj v resnici ste. Jaz sem že v tem polju bil, ker sem bil tako na tleh, da nisem imel nobenega denarja, niti enega evra, ne, bom čisto iskreno povedal, so nam izklopili tudi elektriko. Ampak kaj se je zgodilo? Poglejte, kako zelo hudo je bilo. Ja, prvi mesec sem se pač mogel tuširati z mrzlo vodo, ne. Ja, po 7-8 uri po zimi pač ni več svetlobe, je tema, ne. Ne moreš prižgati računalnika, ne moreš, ker ti Wi-Fi ne dela, ne moreš prižgati televizije, ne moreš nič narediti v bistvu, ne. Sem bil en mesec zelo, zelo negativen, ja, ampak kot v drugem mesecu, ne, ko sem videl, da še vedno nimam denarja za elektriko. Pa to se je šlo, veste, za 250 evrov, nič več, ne. In nisem imel osebe, ki bi mi lahko pomagala takrat, oziroma mi ni nihče želel pomagati, marsikdo je vedel, kakšen stanje sem, ne. Kako zelo težko je bilo to, ampak v naslednjem mesecu, ne, sem se spravil v delavnico, zjutraj, ko se je dan začel, in sem v roku enega meseca naredil 2 dobra sistema za prosto energijo, se pravi za brezplačno električno energijo. Tako sem si omogočil, da sem si sam lahko priklopil boiler nazaj, pečico, nafilal računalnik, telefone in tako naprej. Ne? In tukaj sem dobil znanje, s katerim lahko danes pomagam spet sebi, ne bom ostal več brez elektrike, nikoli, ker imam celotno znanje, celotno polje in točno vem, kaj se zgodi, kakšni so občutki, če bi ostal. Danes bi celo za to bil verjetno zelo, zelo hvaležen in najbrž se ne bi spravil v delavnico delati generatorja, ampak bi raje pustil to stvar primer in bi užival v tem, kar je po naravi. Ne? Tako zelo daleč sem danes. Ne? Ampak gledajte, ta negativa je pripeljala do raznih odgovorov, do nekih raziskav in tudi seveda do rešitev. Ne? Če ne odnehaš vmes iskati, marsikdo zanima od takšnih delovnih navad kot jaz, ampak jaz, ko nisem uspel narediti, v prvem poskusu to ne pomeni, da ne deluje. 1000 je deloval, ampak do tja sem mogel priti. In tukaj je bilo potrebno ogromno vztrajnosti, ogromno truda vložiti noter. Vedno pa so zraven še drugi problemi, ki jih imate, ker nas konstantno nekaj bombardira, ne? Ali so to, običajno so to naši najbližji, kajti te nas tudi najbolj prizadenejo. Ja, res je. Tisti najbližji vas bodo najbolj prizadeli in zaradi teh najbližjih boste tudi zboleli lahko. Ne? To je. Tisti, ki vam niso tako pri srcu, vam tudi ni tako mar in vas tudi ne bo tako prizadelo. Ne? Si ne boste tako na srce nalagali. Ne? Zato res poizkusite sebe videti na drugem nivoju kot v ogledalu, se začutiti na tem in biti res hvaležni za vse, kar se je negativnega zgodilo in hvaležni za to, kar imate danes, ta trenutek je vse v resnici, kar potrebujete. Poglejte, kaj imate zdaj. Nič. In to potrebujemo, to je vse, kar v resnici potrebujemo. Tako zelo enostavno je to. Imamo lepo energijo in zdaj bomo imeli pa pauzo, da bo on mene lahko malo zdravil, vi boste šli pa lurati. Mišja, hvala. Ja, hvala tudi vam, Manca, ne? Bravo. Hvala lepa. Lepo je bilo. Je.